Torej, dobrodošli v naši oddaji Eksistenca in esenca. Danes sva se zmenila, da bi govorila o jam sessionu in radicih iz Amerike. Torej, tudi če je to mišljeno kot nek monocast oziroma monolog, je lahko to neka avtobiografska pripoved, tako da izvoli, prosim. Ja, bom povedal. Povej. Moji literarni nastopi so bili doma v Jugoslaviji, v Sloveniji in na tujem zelo dobrodošli, ker sem našel vedno prijatelje. Tako sem nekoč v Beogradu nastopal skupaj med drugim z Maxom Schwarzem, ki je velik ameriški pesnik. Bil je cimer Jimija Hendrixa, rockerja, in se je tudi obnašal tako. No in nekega dne me je Max poklical iz Beograda, ali lahko pride v Ljubljano na obisk in bi bilo dobro, da napraviva nek literarni nastop. Svojo ženo Ljubo Jeleno sva takoj pristala, naj pride vendar v Ljubljano in bova nastopala. Jelena, ki je poznala ansambl Quate Briga, to je bil kvartet, jazz, sodobnega jazza, me je upotila k tem fantom in smo se zmenili, da bojo igrali seveda za boj piva ali kavico. Stopil sem tudi k direktorju hotela Slon, ki mi je dal na voljo zastonj kavarno. Edino, kar sem moral plačati, je bila garderoberka. No in Max je seveda prišel in je bil čudovit fant. Popolno nasprotje socialističnega realizma, ki je bil hladen kot led, on pa vročen kot ogenj. Je vzplamteval tudi v obnašanju. In tako sva najprej pristala, da bova nastopala v kavarni Slon. Tale band Quate Briga, jazzisti so tudi prišli. In predtem pa seveda sem napovedal, da bova nastopila najprej v televiziji, kjer so me pa in naju oba ignorirali. Namreč z urednico oddaje Kultura na RTV Slovenija sem se zmenil, da bo Max v 2 minutah pozdravil Ljubljano in Slovence v imenu ameriške literature in kulture. Na dan, ko bi morala biti ta predstava in sva se zmenila z Maxom, sva prišla na televizijo, kjer sem izvedel od nekega tehnika, da so vsi šli domov in da pač ne moremo. Ta tehnik je povedal Maxu, ki je bil seveda radic iz Los Angelesa, mu je povedal, da se je treba najaviti tudi za kombije, za TV kombi, da se je treba najaviti vsaj 14 dni prej. In Max je ponoril, ker take zaostalosti ni pričakoval. In potem sva jezna šla. Potem sva šla na Delo, na uredništvo Delo, kjer je bil Vlado Žabot v kulturni rubriki. To je ta isti človek, ki je jedel korenček. To je tisti človek, ki je jedel korenček. Ja. In prideva na Delo. Prideva na Delo. Ja, in kaj se je zgodilo? In kaj se je zgodilo? Pride Vlado Žabot pa pravi, veš kaj, Vladimir, moj prijatelj, jaz ne znam nič angleško, a mi boš ti prevedel? Rekel sem mu, seveda, Vlado bova uredila. Na kar je on seveda napravil ta intervju, kratek intervju z Maxom in mano seveda, ampak pomemben je bil Max. In potem je Max povedal, da bo nastopil in kaj bova nastopala.
In bil je štos v tem, da smo potem šli gor v Ja, delu v jedilnico, v zadnje nadstropje, v delu. kjer je prišel, ja, na uredništvu Dela, ja. Na kar pride Igor Modic, fotograf, in naju fotografira. Ja, Jaz sem imel tak cankarjanski klobuk, rdeč šal ja, in sem zgledal boemsko. Ja. Max pa je itak bil sam po sebi kot rocker zelo zanimiv. In naju je seveda kakor fotografiral kako? Ja, Modic. namreč. Na kar seveda čez dan ali dva je išel ta intervju, ampak brez iz fotografij in z Maxa, torej sem Modica vprašal, ti poslušaj, Igor, kaj je zdaj na stvari, zakaj ni bilo? Je rekel, veš kaj, imel sem fotograf brez filma, Ja. so mi naročili. In urednik Tit Vidmar, glavni urednik Dela, je šel v gostilno in se je skril, da naju ne bi srečal. Tako so se bali kapitalista. Edini, ki naju je sprejel, je bil kolega Niko Grafenauer na Mladinski knjigi, kjer je bil urednik in je seveda ponudil takoj Viski, s kozarcem, viski. s kozarcem vinčka in seveda prigrizek. In smo se pogovarjali. Ja, Na kar dobil sem podporo samo od slovenskega PEN kluba ali slovenskega centra PEN ja, pa ja. in seveda od tega direktorja hotela Slon, ki mi je dal na voljo za jam session prostor v kavarni. No in Val 202, radio, se je tudi lepo odzval, to je bil takoj kot nekoč uporniški radio in je vsakih 10 minut predvajal reklamo za najin jam session z Maxom Švarcem. Kakšen No in sam nastop je enkratno uspel nastop? in midva sva pa improvizirala, nič nisva brala z Maxom. Ja, In to za razliko vzemimo od Daneta Zajca, ki je s Škofom, Janezom Škofom in njegovo harmoniko nastopal in je znal na pamet svoje pesmi. Midva z Maxom pa sva improvizirala. Ko sva zaslišala, da je muzika najina, sva nastopila. Skratka, in to je bil prvi, jaz mislim, jugoslovanski jam session. In strašni je bil socialističen odnos do Maxa, ker je bil pač Američan. ja, pa ja. Bil je pa seveda kot rocker, Max je bil kot rocker velik svobodoljub, Ja, antirasist, protirasist, napreden fant. In kljub vsemu sva enkratno uspela. Skratka, oblast je htela napraviti vse, da bi bilo preprečeno. Jelena je tudi napravila, moja ljuba Jelena, žena, je bila akademska slikarka, med drugim je pripravila plakate, ki sva jih potem na izložbe po Ljubljani lepla, da bova midva z Maxem nastopila. Skratka, to je bil enkraten dogodek za Ljubljano, Slovenijo in seveda za Jugoslavijo. Danes, ko delajo rejvanje in tele performanse kot predstave, seveda ni nobene spontanosti in se je to spremenilo v nekakšen biznis, medtem ko midva z Maxom pravzaprav sva pa odprla evropski prostor Slovenije in slovenske literature in ameriške literature na ta način, da je bila svoboda izražanja potrjena. ja. Sprav, naredila sta nek jam session, a ne? Razumem, da bi rekli, kdo, kaj, kdaj, kje, kako, zakaj. Kaj je bil pravzaprav ta jam session? To je bil nek glasbeni, literarni večer Tako je, v kavarni Slon. na kavarni Slon. Ja. Torej, jam session, zakaj sem tako to imenoval? Ja, Na Mariboru sem svoj čas v klubu mladih in drugod po krajevnih skupnostih, v tistih barakah, prirejal plese. Jaz sem bil en najbolj znanih, bi rekel, mladinskih funkcionarjev, svoboden, ki sem prirejal literarne nastope. ja, In postavili smo, vzemimo v dvorani kakšne krajevne skupnosti stole, mamice so napekle sendviče in sladice, dobil sem zastonj sokove
In seveda je bilo nabito, vedno nabito polno, prišli so poslušati poezijo, nastavil sem magnetofon in na magnetofonu smo imeli posnetke džeza, ampak to klasičnega džeza, tudi Benija Goodmana Tudi. in Ja. swinga. O ja. In potem, ko je bil predvajan tale glasbeni del, sem bral tudi pesmi, svoje pesmi in pesmi kolegov. Na ta način sem tudi prvi omogočil nastop Tomažu Šalamunu in njegovi knjigi Poker in še danes čutim se malce krivega, ker sem knjige, namesto da bi jih prodajal, ta poker, sem razdal in potem sem se seveda Tomažu opravičil. Skratka, jam sessioni so bili v Mariboru enkratni in po nastopu, tem literarnem, kulturnem nastopu, z magnetofonom, kjer je bila jazz glasba, je sledil ples, seveda stole smo pospravili, sledil ples in nihče ni bil pijan, nihče ni delal težav, enkratno mladina, vsa mariborska mladina, to so silili, noreli so, da so prihajali na te prve, bi rekel, eksistenčne sartrovske nastope. Tudi. Tudi, seveda. Ja. Zagovarjali smo pa seveda že takrat filozofijo fenomenologije in eksistencializma in seveda s nekateri so bili veliki navdušenci Sartrove dramatike, manj pa filozofije, eksistencializem je humanizem in druge knjige. In tako smo pač tudi duhovno proti tistemu marksizmu, leninizmu spostavili svoj mladinski čudovit odnos. Ja. Kaj pa za moj rojstni dan? Za moj rojstni dan ne bi bil nek koncert z nekim bendom Kvate Briga. No, to je to. To je jam session. To je ta isti jam session. To je jam session, ki sva ga posvetila z mamico in Maksom Švarcem tebi. Se pravi, to je ta Kvate Briga Kvate Briga, ja. band. Ja, to je, zanimivo, tisti Aleš Rendle je igral bobne in fantje so bili enkratni. No. Se pravi, to je bil nek jazz party pravzaprav. Jam session se to imenuje, ja. Ja. In moram reči, da zanimivo, Rendla še zdaj, kadar se srečava, zna narekovaj na pamet mojo improvizacijo Vojaški klovni, Ja. ker sem protestiral proti vojnam. Zadaj je bila seveda ta jazz muzika, jaz sem pa protestiral proti, seveda pesniško, navdihnjen proti vojnam. Hej, Med drugim. vojaški klovni. Ja. Okej, to je neka različica, ki jo imava zdaj. Zdaj pa predvajaj.